3, 2, 1, zdaj! Lansiramo prvo virtualno otvoritev razstave. Smo na zvezi, halo, se slišimo? Smo na zvezi, krasno. Dragi gledalci, zategnite si varnostne vezi, spuščamo se v Tehniški muzej Slovenije na otvoritev razstave Tehnika za šport. Spregovorili bodo športniki in ustvarjalci razstave. Najprej pa dajmo besedo direktorici muzeja. Tehniški muzej Slovenije je varuh premične tehniške dediščine in s tem tudi segmenta, ki se nanaša na šport in rekreacijo. Razstava, ki smo jo poimenovali Tehnika za šport, se dotika časovno dolgoročnega, tenkočutnega in postopnega spoznavanja preučevanja fizičnih danosti človeškega telesa in fizikalnih zakonitosti snovnega sveta, predvsem surovin in materialov. Naše življenje, naš razvoj sta povezana z gibanjem, s premikanjem tako telesa kot možganov ter meja v njih. Boljši pripomočki, bolj izpopolnjeno gibanje so nekoč pomenili večjo verjetnost preživetja, kar je vodilo v tekmovalnost, v tekmovanja, a ne le med tekmovalci v areni športnikov, temveč tudi proizvajalcev športne opreme. Tokrat odpiramo razstavo nekoliko drugače kot običajno, a iskreno upamo, da se čim prej srečamo v Bistri, medtem pa vas lepo vabimo k virtualnemu ogledu in zanimivemu spremljevalnemu programu na spletu, pri katerem lahko tudi sodelujete in ga soustvarjate z nami. Lepo vabljeni. Pozdravljeni, sem Jure Košir, bivši poklicni športnik, alpski smučar, in danes bi vam rad povedal, kako pomembna je oprema pri tekmovalcu, pri alpskem smučarju. Smučanje je eden izmed športov, pri katerem je oprema izjemnega pomena. In zato razvoju opreme in izbiranju prave opreme posvečamo ogromno časa. Sam sem v času svoje kariere imel svojega serviserja, s katerim sva skupaj razvijala opremo, izbirala prave materiale in temu posvetila tudi ogromno časa. Ponavadi v pomladnih mesecih so bili testni dnevi, ker je bilo potrebno narediti ogromno voženj, testov, primerjav, in če sem imel srečo, potem sem izbral pravo in kvalitetno, hitro opremo. Vemo, da pri smučanju so zelo pomembne smučke, zelo pomembni so smučarski čevlji in pa stik med njimi, to so vezi in pa smučarska plošča. Skratka, smučanje je eden izmed športov, pri katerem je oprema izjemnega pomena. Jure Košir je povedal, kako pomembna je smučarska oprema, da je smučal čim bolj hiter, ne počas. V glasbenem ritmu pa ne zavijamo po belih strminah, ampak zopet med zanimive eksponate. Ste kdaj sami uporabljali katerega od njih? Lep pozdrav vsem. Nahajamo se v začasnem depoju Tehniškega muzeja Slovenije, kjer, kot vidite, hranimo predmete, ki bojo šli na razstavo Tehnika za šport. Ta razstava je neko logično nadaljevanje razstave o blagovni znamki Elan, ki smo jo predstavili javnosti leta 2016. Izhodišča te omenjene razstave so v tem, da smo želeli prikazati, predstaviti vse, oziroma vsaj večino slovenskih proizvajalcev športnih artiklov. Želeli smo predstaviti jih tudi ne glede na to, ali še delujejo, ali pa so svojo proizvodnjo že zaključili pred leti, nekateri celo pred desetletji. Želeli smo predstaviti tudi kolektive, ki so številčni, morda celo tisočglavi, kot tudi tiste, kjer posameznik izdeluje pripomoček sam v celoti. Cilji razstave so trije: popularizirati to športno tehniško dediščino, ohraniti jo v največji možni meri in pa spodbuditi katero od blagovnih znamk, da se odloči za svoj lastni muzej, tako kot je to bilo v primeru tovarne Elan. Živjo,
Sem Živa Dvoršak, strelka z zračno in malokalibrsko puško. Strelstvo me je pritegnilo, ker je ne vsakdanji šport, a sem kmalu spoznala, da se skozi strelstvo lahko naučiš, kako ostati miren in osredotočen v ključnih situacijah. To mi pomaga tudi izven strelišča. Izbira dobre cevi puške v kombinaciji z ustrezno municijo je ključnega pomena, saj na vrhunskem nivoju vsaka desetinka šteje. Ni pomembna izbira proizvajalca, vodilni so enako kvalitetni. Pomembna je res ta kombinacija izbire cevi puške v kombinaciji z municijo, ki se pa določi na vsakoletnih testiranjih. V Sloveniji proizvajalcev orožja in municije ni, jih je pa v tujini kar nekaj, ki so vedno na voljo za predloge in komentarje nas strelcev. Nekateri strelci z njimi sodelujejo tudi pri razvoju modelov in prototipov. S takšno puško streljam tudi sama. Razvil in oblikoval je francoski strelec, ki je na podlagi lastnih izkušenj preuredil določena razmerja, ki bolj odgovarjajo strelcem. Na podlagi tega je potem proizvajalec ta razmerja uporabil tudi na celotni liniji in tako postal bolj konkurenčen. Živa Dvoršak je odlična strelka, ki je tudi v intervjuju zadela bistvo. In bistvo vsake razstave so eksponati. Verjetno prepoznate tole firmo. Skratka, na razstavi Tehnika za šport bomo predstavljali stare paradne konje, kakor tudi novejša podjetja. To temo je obdelovalo več kustosov, zaradi tega smo nabrali mnoštvo predmetov, športnih pripomočkov seveda, in odločili smo se, da bomo to obiskovalcem predstavili na kar se da priljuden način. Tako smo naredili 3 sklope, kamor uvrščamo naše pridobljene športne pripomočke: kopno, voda in zrak. Dodali smo tudi ogenj, kamor smo uvrstili intelektualno lastnino in laboratorijsko delo. Dodali smo tudi materijale, kjer predstavljamo tekstilije in športno opremo. Na koncu pa se vsi lahko simbolično povzpnemo na zmagovalne stopničke in smo na nek način zmagovalci v katerikoli športni zvrsti. Imamo tudi otroški kotiček in naj izdam. Tam pripravljamo tudi tekmo, plezalno za otroke, če nam bodo razmere to dopuščale. Leseni plezalni oprinki spadajo v področje pripomočkov za športno plezanje v dvoranah ali na umetno postavljenih plezalnih stenah na odprtem. Idejo za naš izdelek smo dobili v naravi, saj so po obliki in trdnosti primerno obdelane drevesne grče naravni adekvat športnih oprimkov. Leseni plezalni oprinki prinesejo vse obremenitve in so enako uporabni kot podobni pripomočki iz umetnih materialov. Poleg tega pa je vsak od njih unikaten in zato pravo doživetje za ljubitelje lesa in plezanja. Izdelek smo razvili sami, imeli pa smo pomoč pri uporabi določenih tehnologij, potrebnih za izdelavo končnega produkta. Naši oprinki so certificirani in so bili podvrženi enakemu testu ustreznosti kot oprinki iz plastičnih mas. Leseni plezalni oprinki so neponovljivi in jih ni možno standardizirati, zato so namenjeni predvsem rekreacijskim plezalcem in plezalkam, ki želijo okusiti izvirno plezalsko izkušnjo. Narava je človekov navdih in izziv, zato želi obvladati kopno, vodo in zrak. A kako ohraniti sledi časa na predmetih, ki jih je pri svojem delu uporabljal človek? V restavratorski delavnici so kos tem izzivom. Na prihajajočo razstavo Tehnika za šport smo se v konzervatorsko-restavratorski službi našega muzeja pripravljali skoraj leto dni. V tem času smo restavrirali res veliko število predmetov, ki bodo vključeni v razstavo. Med predmeti so bili nekateri tudi res zelo veliki in obsežni in drugi tudi manjši, ampak jih je bila količina teh predmetov zelo velika. Vrsto postopkov in procesov, ki so bili na razstavljenih predmetih izvedeni, je določilo njihovo stanje, v kakršnem so prišli v muzej. Pri 2 predmetih, zlasti pri tekstilu, smo potrebovali tudi pomoč kolegov iz etnografskega muzeja, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Pred nami je alpinin stroj za nabijanje ring na čevlje. Ko smo ga sprejeli v muzej, je bil v precej slabem stanju. Bil je umazan in zaprašen, v zunanjosti in notranjosti tako močno korodiran, da se gibljivi deli sploh niso več premikali. Po tehtnem premisleku smo stroj najprej popolnoma razstavili. Potem smo na kovinskih in lesenih elementih opravili veliko nujnih postopkov.
Z njimi smo zaustavili škodljive procese in dele zaščitili. Odločili smo se, da stroja ne bomo retuširali, da bo v največji meri ohranil svojo pričevalnost. Stroju nažalost manjka originalni elektromotor. Z njim bi še danes deloval tako kot nekoč. Sedaj, ko je restauriran in zaščiten pred propadanjem, bo lahko še dolgo pričal o delu naših prednikov in bo ohranjen za bodoče rodove. Ker je moj mlajši brat začel trenirati smučarske skoke, sem jaz, ki v tistem trenutku nisem slučajno nič treniral, pa živeli smo zelo blizu skakalnega kluba Ilirija v Mostecu in sem rekel, bom pa še jaz probal in tukaj sem. Če gledamo iz našega športa, če so smučke športni pripomoček, pol 100%, ker brez smučk mi skakati ne moramo, pa brez skakalnega kombinezona tudi ne. In mislim, da v športu težko je zdaj reči, kaj so športni pripomočki, a so to tisti, s katerimi treniraš, ali so to stvari, kjer so nujno potrebne, da izvajaš tvoj šport. Če se osredotočimo na te, katere so nujno potrebne, potem je to definitivno, se trudimo skozi, da bi imeli čim boljše, v bistvu čim bolj dovršene, pa take, ki nam ustrezajo, da lahko sploh dosegamo dobre rezultate. Jaz sodelujem že dolgo in z proizvajalci smuči, proizvajalci skakalnih kombinezonov, proizvajalci čevljev, proizvajalci okovja, v glavnem ja, z vsemi. Ker je pri skoki so tako visoko tehničen šport, da če res ne narediš vse do tiste maksimalne dovršenosti, potem nimaš nobenih možnosti po kakšnem dobrem rezultatu. Ali proizvajalci upoštevajo vaše mnenje? Nekateri ga ne. Konec koncev je pa naše mnenje tisto, ki šteje in večina se tega kar dobro zaveda in v bistvu z nami sodeluje in razvija ne samo za nas osebno, ampak za vse ostale, ki prihajajo za nami, da bojo oni že v bistvu en korak naprej. So slovenski športni pripomočki primerljivi po kakovosti s tistimi iz tujine? Absolutno, da so. Tisti, ki so narejeni za najvišji možen nivo, so popolnoma primerljivi. Jaz se tudi ne vem, zakaj ne bi bili, ker glede na to, kakšen je trg v tem trenutku, če nisi na najvišjem nivoju v vrhunskem športu, boš zelo hitro ne boš več zraven oziroma te ne bojo hoteli uporabljati. Skakalec Jernej Damjan je poudaril, da so slovenski športni pripomočki primerljivi s tistimi iz tujine. V svoji karieri se je pogumno spuščal po skakalnicah, mi pa po brvi hitimo v ključavničarsko in mizarsko delavnico. Tok, tok. V sodelovanju z arhitektom oziroma oblikovalcem razstave se dogovorimo o načinu, poteku izdelave razstave. Nahajam se v ključavničarski delavnici, v kateri izdelujemo trenutno okvirje za panoje. Tukaj vidimo sestavljanje okvirja v šabloni. Potem, ko je okvir sestavljen, gre na barvanje. Po barvanju pa na samo razstavo, v kateri se lepljajo na okvirje panoji. V mizarski delavnici Tehniškega muzeja izdelujemo iz masivnega lesa in igarala predmete za potrebe vzdrževanja muzeja in za potrebe razstav. Pozdravljeni, sem Benjamin Savšek, kanoist na divjih vodah in sem se navdušil nad tem športom, ker je enostavno lep šport in sem odraščal tukaj ob reki Savi, tako da sem se večkrat tudi ogledoval tekme in treninge starejših tekmovalcev, kar me je precej hitro navdušilo in sem se vpisal tudi v kajakaški klub. Pri mojem športu pa je zelo pomemben tudi športni pripomoček, v mojem primeru je to čoln in veslo in športna oprema.
v kateri je res pomembno, da se dobro počutim, da lahko res dam iz sebe maksimum in da sem hiter na vodi. Na to pa lahko precej tudi vpliva moj čoln, zaradi tega tudi sodelujem z proizvajalcem čolnov iz tujine, s katerim smo izboljšali model čolna, ga prilagodili moji tehniki veslanja in mojemu načinu veslanja, tako da lahko na športnih tekmovanjih res dam iz sebe svoj maksimum s pomočjo profesionalne športne opreme. Odveslal je in nas pustil na suhem. Kot pa se za vsako otvoritev spodobi, je prav, da nekaj besed spregovori tudi predstavnica Ministrstva za kulturo. Spoštovana direktorica, zaposleni Tehniškega muzeja Slovenije, dragi obiskovalci in prijatelji muzeja. Prisrčno vas pozdravljam v imenu Ministrstva za kulturo in Direktorata za kulturno dediščino. Veseli smo novega razstavnega projekta Tehniškega muzeja Slovenije. Razstave Tehnika za šport, ki na nacionalni ravni povezuje tehniško dediščino, zgodovino športa, tradicijo blagovnih znamk in intelektualno lastnino. Muzej na področju strokovnega dela s svojim poslanstvom nadaljuje tradicijo zbiranja in predstavljanja uspešnih zgodb slovenske industrije. Predstavlja dosežke in izdelke, ki so nastali z združevanjem znanja, idej, inovativnostjo in razvojem tehnologije ter zaznamovali slovenski in širši mednarodni prostor. Športni produkti so nekdaj omogočali ne le doseganje vrhunskih rezultatov na področju profesionalnega športa, ampak tudi svojo dostopnostjo, kakovostjo in odličnim oblikovanjem spodbujali ljudi k gibanju in rekreaciji. Zaradi svoje enkratnosti, posebnosti in oblikovalskih dosežkov so slovenski športni izdelki, ki so zaznamovali slovensko zgodovino, kot predmeti kulturne dediščine danes umeščajo nacionalno pomembne muzejske zbirke. V imenu ministrstva se zahvaljujem vsem zaposlenim v Tehniškem muzeju za skrb, namenjeno varovanju in ohranjanju dediščine industrije športnih izdelkov, uspešno strokovno sodelovanje med institucijami ter pripravljeno razstavo, ki jo spremlja tudi katalog. Z veseljem smo podprli idejo, da se javnosti predstavi projekt v teh posebnih časih premierno na virtualen način. Vabimo vas, da si v topli in sončni pomladi razstavo v prostorih Tehniškega muzeja v Bistri tudi ogledate. Že vnaprej pa se vam zahvaljujemo za vaš obisk. In zdaj se približuje najsvečanejši del naše otvoritve. Pred 36 leti sem obiskoval pretekel olimpijski stadion in izročil sami področje, že prižgalo olimpijsko ogenj. Danes se pa izroča v svečano odprite razstavo Tehniškega muzeja. Hvala. Razstava Tehnika za šport je odprta. I'll win this and take glory. Giro is behind. Almost more than that, I take Tomba more than 20 seconds back. So I'm the best, I have never seen the rest. Just give me the money and make me rich. Yeah! But all this was a beautiful, beautiful. Včasih smuča hit, včasih pa počas. 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 Včasih smuča hit, včasih pa počas.